Grozdje izberemo lesketajoče in čvrsto na otip. Koščičasto sadje, kot so češnje, breskve, slive, nektarine, mora biti čvrsto na otip, vendar ne prožno. Biti mora svežih barv, lupine ne smejo biti poškodovane ali nagubane. Jagodičevje, kot so jagode, maline, borovnice, mora biti svežih barv in čvrsto na otip. Ker se hitro pokvari, ga je treba pojesti kmalu. Zrele smokve dišijo, so prožne, vendar mehke na dotik. Sadeži kivija morajo biti čvrsti in prožni na dotik, lupina ne sme biti poškodovana. Banane so zrele, kadar je lupina svetlo rumena z majhnimi rjavimi pikami. Zelene banane še niso dozorele, mehke in rjavkaste pa so prezrele. Pri nakupu dinje sadeži ne smejo biti nagniti, imeti morajo značilen sladkoben vonj. Ananas mora biti čvrst, prijetno dišeč, sadeži ne smejo biti poškodovani. Če je zrel, z lahkoto izpulimo enega od srednjih listov. Zelenjava. K zelenjavi spadajo plodovi in drugi užitni deli rastlin, ki so namenjeni za prehrano ljudi. Delimo jo glede na del rastline, ki ga uživamo. Glede na uporabni del rastline ločimo korenčnice, stebelno zelenjavo, listno zelenjavo, cvetno zelenjavo, plodovke, stročnice in gomoljnice. Pri korenčnicah uporabljamo del odbeljene korenine. V tej skupini so korenje, peteršilj, rdeča pesa, repa, koleraba in hren. Pri stebelni zelenjavi uporabljamo odebeljena stebla. V to skupino spadajo beluši, rabarbara, komarček, por in belušna zelena. Pri listni zelenjavi uporabljamo liste. Sem spadajo solata, zelje, ohrovt, špinača in blitva. Pri cvetni zelenjavi uporabljamo cvetove rastlin. Cvetna zelenjava je cvetača, brokoli in artičoka. Pri plodovkah uporabljamo plod rastlin. Plodovke so paprika, paradižnik, kumare, buče, bučke in jajčevci. Pri stročnicah uporabljamo strok in zrno rastlin. Stročnice so fižol, grah, soja, leča, bob in čičerika. Pri gomoljnicah uporabljamo gomolje. Gomoljnici sta krompir in topinambur. Topinambur se v zadnjem času zelo uveljavlja v prehrani. Zaradi inulina je idealna hrana za bolnike s sladkorno boleznijo. Glede na energijsko vrednost ločimo zelenjavo z nižjo in z višjo energijsko vrednostjo. Sem spadajo listna, stebelna, cvetna zelenjava, korenčnice in plodovke. Zelenjava z nižjo energijsko vrednostjo vsebuje veliko vode, 85 do 95 odstotkov, vitaminov, zlasti karoten, vitamin C, B1, B2 in niacin. Vsebuje tudi veliko mineralnih snovi, predvsem natrij, kalij, magnezij, kalcij, železo in fosfor. Zelenjava z nižjo energijsko vrednostjo vsebuje manj ogljikovih hidratov, zelo malo maščob in malo beljakovin, vsebuje pa veliko vlaknin. Zelenjava z višjo energijsko vrednostjo vsebuje več kroba, nekaj beljakovin, vode, veliko vlaknin in manj drugih hranilnih snovi. Izdelki iz vrtnin so zelenjavni sok, biološko konzervirana zelenjava, kot je na primer kislo zelje, posušena zelenjava, zamrznjena zelenjava, sterilizirana, pasterizirana zelenjava in marinirana zelenjava, na primer v kisu. Pri nakupu solate in zelenjave z zelenimi listi smo pozorni na barvo. Biti mora brez nagnitih, uvelih listov in rjavih robov.
Pri paradižniku in redkvicah smo pozorni na rdečo barvo, čvrstost in izgled. Korenovke morajo biti čvrste na otip, brez zajedavcev ali nagnitih delov. Pri nakupu stročnic, kot je na primer fižol, smo pozorni na barvo in debelino. Lupina ne sme biti nagubana. Potrebno je preveriti, če niso v fižolu vidne luknjice. To pomeni, da so v njem najverjetneje molji. Nakup mesa in mesnih izdelkov. Za prehrano je ustrezno zdravstveno neoporečno meso zdravih živali. Pri nakupu mesa je pomembna kakovost, ki je odvisna od mehkobe, čim manj je vezivnega tkiva, tem mehkejše je meso, sočnosti, ta je odvisna od vsebnosti maščob, in arome, na katero vplivata vrsta živali in način krmljenja. Pod pojem meso štejemo meso klavne živine, perutnine, divjadi in meso vodnih živali. Sveže meso klavnih živali je rdeče barve, po površini se sveti kot svila, maščoba je bela, ima značilno, prijetno mesno aromo. Pokvarjeno meso je rjave barve, vezivno tkivo oziroma maščoba je rumenkasta, smrdi, površina mesa postane lepljiva in sluzasta. Pri izbiri in nakupu mesa upoštevamo različne dele mesa, in sicer trupe živali, polovice, ki jih po grobem razseku delimo na dele mesa, kot so stegno, hrbet, pleče. Te razkosamo glede na anatomsko zgradbo na manjše kose in pri tem dobimo porabniške kose, kot so notranje stegno, pljučna pečenka, roast beef in tako dalje. Pri njihovem razrezu na porcije dobimo porcije mesa za zrezke, goveje zvitke ali golaž. Čim bolj je meso pri nakupu obdelano, tem lažja je njegova kontrola. Tržni razred upošteva oceno mesnatosti in razvršča na podlagi zamaščenosti. Mesnatost je delež mesa mišičja klavne živali, ki jo označujemo kot mišična polnost. Čim večja je mesnatost, tem boljša je kakovost. Označujemo jo z velikimi črkami E, U, R, O in P. E pomeni odlično, U zelo dobro, R dobro, O osrednje in P slaba kakovost glede na delež mesnatosti. Delež zamaščenosti označujemo številkami od 1 do 5. 1 pomeni majhna zamaščenost, ki se številom do 5 povečuje. Najbolj pokvarljiva sta surovo mleto meso in drobovina, ker nudita mikroorganizmom idealne življenjske razmere. Perutnina. Pri perutnini razlikujemo domačo in divjo perutnino. Domača perutnina je tista, ki jo krmimo kot domače živali in je zaščitena pred zunanjimi vplivi. Sem štejemo kokoši, race, gosi, purane, pegatke in golobe. Divja perutnina živi prosto v naravi, pogosto jo dodatno hranimo. Na trgu se dobijo predvsem fazani, jerebice in prepelice. S stališča prehrane in za uporabo v kuhinji je pomembno razlikovanje po barvi mesa. Ločimo perutnino z belim mesom, na primer kokoši in purani, in perutnino s temnim mesom, na primer race, gosi. Svetlo meso ima nežna vlakna in vsebuje le malo maščobe. Meso piščancev in puranov je bogato z beljakovinami, nemastno in lahko prebavljivo, zato ga lahko uporabimo tudi v dietni prehrani. Temno meso vsebuje več mineralnih snovi, ki vplivajo na temnejšo barvo in izrazit okus. Kakovost mladih kokoši določamo z upogljivostjo prsnice. Pri starejših kokoših je prsnica okostenela in manj upogljiva. Pri raci in gosi si za določene starosti lahko pomagamo poleg prsnice tudi s sapnikom. Le-ta se pri mladih živali na pritisk lahko vda, pri starejših težje. Na trgu lahko kupimo svežo, zamrznjeno in globoko zamrznjeno perutnino. Sveža perutnina je tista, katere zakol je potekal najmanj en dan prej, saj je tudi perutnina podvržena naravnemu procesu zorenja. Sveže meso moramo porabiti v 3 do 5 dneh. Zamrznjeno perutnino dobimo, ko žival takoj po zakolu na hitro zamrznemo in skladiščimo pri najmanj -12 stopinjah Celzija. Z globoko zamrznjeno perutnino ravnamo tako kot pri zamrznjeni, vendar jo skladiščimo pri -18 stopinjah Celzija.